univerze v Mariboru in potem še dr. Daniel Rebolj. Dr. Andrej Fištravec bo najprej nekaj nasplošno povedal o samem manifestu in zato besedo predstavljam gospoda Andreja. Ja, hvala lepa. Moja ideja je pač bila narediti neko akcijo, ki bi bila nadosebna, ki bi bila nad institucijami in ki bi se prizadevala za, kot tukaj piše, kvaliteto univerze v Mariboru. Na ta način sem pač napisal prvi draft manifesta. Pri tem sta mi dosti pomagala kolega Rebolj in kolegica Vesna Godina, ki je trenutno odsotna. In tako je nastalo to besedilo teksta, ki skuša pač povedati, da univerza v Mariboru, ki želi v prihodnost, mora hoditi proti svetlobi, proti prihodnosti, torej skozi oblake proti soncu, ne pa da se zazira v preteklost, ki se kaže konkretno pri vprašanju kvalitete, da enostavno ni sposobna znotraj sebe procesuirati kvaliteto v pestrosti raziskovalnega, znanstvenega, strokovnega, umetniškega in pedagoškega dela. To je osnovna intenca. Zdaj, manifest, kot rečeno, je nadosebni in čisto to ne gre za mene. Jaz sem pač bil iniciator v nekem trenutku skupaj s kolegi na slovenski organizaciji in da bo na ta način se znotraj univerze afirmirala, kot jaz pravim, druga univerza, ki je močna na univerzi v Mariboru. Konec koncev je kolega Rebolj dobil večino glasov akademske sfere na zadnjih akademskih volitvah in univerza v Mariboru ni samo univerza, ki sodi na strani črne kronike, ampak univerza, ki sodi na strani kulture in znanosti in ki je zazrta v prihodnost. Podežje vedno posije sonce, in jaz mislim, da ta manifest je prvi žarek sonca, ki pač prihaja na univerzo v Mariboru.